Ja, moje ime je Amra Beriktarević, stara sem 25 let. Rojena sem v Sloveniji, ampak moja starša sta iz Bosne, tako da v bistvu sem Bosanka. Študiram kulturologijo oziroma sem na magisteriju. Lani sem diplomirala, tako da sem uradno diplomirana kulturologinja. Tako rekoč sem Slovenka, odraščala sem v tej kulturi. Ampak hkrati je kultura mojih staršev zelo pomemben del mojega življenja, ker ne glede na vse sem bolj vpeta v to, kot pa v kulturo recimo Slovencev, če se zdaj tako lahko izrazim. In definitivno, da je, mislim, na začetku, ko odraščaš, tega ne opaziš. To sem opazila šele zdaj, ko v bistvu prva stvar, ki sem jo opazila pri sebi, je občutek manjvrednosti. Čeprav v pogovoru z ostalimi mi vsi tega ljudje ne razumejo, zakaj se počutiš manjvredno, ne? Vsi v bistvu izpostavljajo to, da je to že stvar preteklosti, da smo lepo sprejeti, da zdaj so na tapeti drugi, ampak to so v bistvu bile te malenkosti, ki so nezavedno v bistvu vplivale name. Šele zdaj ugotavljam, da če se primerjam z njimi, se počutim na nek način manjvredno, ne? Se znajo bolj izražati, znajo bolj pisati, bojo prej uspeli v življenju, mogoče zato, ker sem nič nekomu ne bo všeč, mogoče bo to vplivalo name, pač je nekje v ozadju, a ne? Medtem ko po drugi strani pa to jemljem kot nekaj pozitivnega, ker sem pač vpeta v dve kulturi, poznam dve kulturi, znam dva jezika, ampak v bistvu si na nek način razdvojen, zato ker v Sloveniji nisi čist v celoti sprejet kot Slovenc, niti kot Bosanc, oziroma si bolj Bosanc kot pa Slovenc, a ne? Medtem ko v Bosni, recimo v mojem primeru, ko grem pa v Bosno, smo pa Janezi, Slovenka, a ne? Pa nisi čist v celoti sprejet kot Bosanc. Naprimer, tukaj so me konstantno opozarjali, da imam izrazit L, da imam izrazit Č, da mi je videti, da sem Bosanka, to je recimo izpostavila moja profesorica umetnostne zgodovine na gimnaziji. Medtem recimo, ko pa pridem v Bosno, me pa v bistvu se pa obregnejo ob to, kako govorim, a ne? Torej, sliši se, da imaš ta Č, ta tipični slovenski Č, sliši se ta L, kako izgovarjaš, in je v bistvu zelo zanimivo, kako v bistvu in z ene in z druge strani me opozarjajo na način, kako se izražam in kako govorim, in pa se res malo vprašaš, kje sem zdaj, mislim, razpeci, mislim, med eno in drugo kulturo. Ampak jaz osebno to ne jemljem spet kot nekaj negativnega. Jaz mislim, da nisem edina, ki se s tem spopadam. Mislim, da je to stvar vseh priseljencev, ampak je to čisto odvisno od posameznika. Eni so imeli slabše izkušnje, eni pač boljše izkušnje. Ampak ja, je pa recimo tisti občutek manjvrednosti te pa konstantno spremlja, vsaj mene. Ne sicer neki hudi obliki, ampak je vedno to nekje v ozadju, a ne? Zato pa sem verjetno posledično bolj samokritična, se bolj zavzemam stvari, bolj garam, verjetno tudi zato, ker izhajam iz delavske družine, ker so pa moja starša fizična delavca, ne? Tako da sem navajena tega, ne? Tudi tega tempa v življenju, da je treba za vse v življenju pač garati in tudi na tem področju. In mislim, da sploh pa v času odraščanja, torej v osnovni šoli in srednji šoli, to je po mojem najslabše obdobje, zato ker takrat se vsi iščemo in pritisk družbe je res, res velik. To sem opazila na sebi in tudi samo sebe sem večkrat zgubljala, ker sem se toliko trudila prilagajati družbi, ampak v bistvu sem sama sebi jamo kopala in na koncu sem padla v to jamo. In sem se zelo težko zvlekla ven iz te jame, ker pod prvo nisem vedela, kdo sem, nisem vedela, kam naj se dam. Tudi to, kar sem bila, torej prilagojena družbi, nisem bila cool in pa se malo vprašaš, mislim, kje sem zdaj, kaj naj zdaj naredim, a ne? In v teh letih, ko še nisi toliko dozorel in ko nimaš toliko razčiščenih zadev, je to lahko zelo, zelo težko. In otroci padejo v depresijo, samomori se dogajajo. Mogoče se to nekomu zdi banalna stvar, meni se v tistem trenutku ni zdela.
In v srednji šoli se mi je to sigurno najbolj poznalo, ampak na koncu, ko sem splavala samo zato, ker sem bila pač to, kar sem. In sem ostala zvesta sami sebi. To so tiste neke mehne stvari, ki te v tistem trenutku mogoče ne zadane toliko, ampak s časoma, z leti se te stvari kopičijo, a ne? In pol, ko se to enkrat nabere, pa se to šele začne izražati. In pri meni, kot sem že prej omenila, je to ta občutek manj vrednosti. A ne? Pa se malo vprašaš, zakaj se ti počutiš manj vredno? Sej nisi. Moja mami, moram jo omeniti, mi vedno prav, mislim, če že se moraš primerjati z njimi, kaj ti pa manjka? Oblečena si lepo tako kot oni, ješ tako kot oni, hodiš v šolo tako kot oni, hodiš na izlete tako kot oni. Ne? In ona mene vedno tako, dala mi je jasno vedeti, da jaz nisem čisto nič drugačna od njih. Ne? V osnovni šoli sem imela zelo dobro prijateljico, Slovenka, zelo je bila pridna, zelo pametna punca in ful sem se družila z njo, mislim, se je bila tudi edina, s katero sem se lahko družila, oziroma se je hotela z mano družiti, in še ena je bila. Ona je pa Srbkinja. In smo bila res trio adijo, ful smo se dobro razumele in recimo njena mami je na nek način podpirala naše prijateljstvo, ampak je že znala recimo ji vrš pod nos, ko je uporabljala kakšne naše besede, majke mi, ali pa recimo, ne vem, kakšno našo grdo besedo, je že znala reči, da je videti, da se preveč druži z nami. In recimo to moja prijateljica ni skrivala in je povedala, take stvari te malo prizadanejo. Zato, ker si tako, mislim, kada je važen, pač vsi smo frendi, a ni to najbolj pomembno. To, naprimer, v osnovni šoli mi je tudi razredničarka rekla, ko smo se vpisovali na gimnazijo, mi je v bistvu na nek latenten način hotela povedati, da gimnazija ni zame. In je rekla, da se neham zgledovati po svoji sosedi. S to kolegico sem pa vedno sedela skupaj. Je rekla, to pač ni zate. In kot otrok pač sam, ne vem, mislim, si sploh ne veš, kako odreagirati. In tudi nisi ziher, kaj je točno hotela povedati s tem, oziroma vse veš, kaj je hotela povedati, ampak ni pa povedala na tako direkten način, da bi lahko rekla nazaj. Na zelo tak indirekten način so ti vedno govorili. So te vedno opomnili na to, ja, sej, ampak še vedno si to pa to. V srednji šoli sem že ta primer povedala, sem bila vprašana o prometnostni zgodovini in sem mogla našteti, ne vem, 8 lastnosti za neko umetnost, oziroma po čem so znane neke slike, in mi ni padlo na pamet, da je tudi ljudje na slikah so temne polti. In ker je ona hotela izvleči odgovor iz mene, je rekla, ja, zakaj si pa ti tako temna? In sem ji direkt odgovorila, zato ker sem iz Bosne, in rekla, ja. To se je recimo zdelo nenormalno, meni se ni zdelo normalno. Seveda, sošolcem je bilo to smešno, tudi jaz sem se nasmejala, evo, recimo, to je ta odziv. Tukaj se tudi kaže ta pritisk družbe, ker se jaz takrat nisem čutila dovolj močno, da bi rekla, to ni lepo, to ni bilo zdaj ok, ampak sem se tudi jaz temu nasmejala. Nekako to stigmo pač pol po notranjoščini vzameš kot za nekaj pozitivnega. Ja, si sem temna, zato ker sem iz Bosne. Zdaj pa za kakšne druge dogodke, ja, mogoče je to, da so se, ko sem še igrala v gledališču, in sem tudi v bistvu imela nekaj časa res veliko željo, da se vpišem na AGRFT, oziroma da pač delam kot igralka, so mi dali nekateri jasno vedeti, da pa zaradi svojega imena in priimka nikoli ne bom sprejeta, zaradi tega, kako izgledam, tudi videz je bil pomemben, da zaradi videza verjetno ne bom, nekateri so bili mnenja zato, ker na način, kako govorim, kako se izražam. Mislim, ja, zdaj se kar, ko se začne film odvijati, je ful teh. Spomnim se, recimo, enkrat sem bila povabljena na maturantski ples in mi je moj soplesalec rekel, ker so pač Slovenci, me je opozoril, da se moram, ne pazim, kako se obnašam, da nam preveč prostaška, pač kakršni znamo biti Bosanci. Ampak jaz sem to vse nekako šalo sprejela, ampak šele zdaj dojemam, da to nikoli. Mogoče bo zvenel kliše, ampak jaz sem res mnenja, da moraš ostati zvest samemu sebi. Ko enkrat to dosežeš, tudi čez vse te ovire, ki so vezane za tvojo identiteto, oziroma to neko razcepljeno identiteto, če se lahko tako izrazim, greš nekako lažje čez to in v bistvu se tudi nekako lažje najdeš.